da se raziskavi sami ni mogoče ugovarjati. Kaže, brana se je zrasla, če sem prav razumel, samo večeru, s tem drugim je padla, to kaže neko dogajanje na trgu, ker se je konkurenca še zaostrila. Imamo nov brezplačni dnevnik, ki vpliva na rezultate vseh plačljivih. Sam pa težko zdaj ocenim vse podrobnosti, zaradi tega, ker nimam dostopa, da nisem več urednik, do tistega, kar je najbolj zanimivo za urednike. To je struktura bralcev. V preteklosti je bilo značilno, da je imelo delo strukturo, ki je bila bolj izobraženi, poprečno, bolj bogati, pa mlajši. Zdaj, ali je to ostalo ali ne, to so zelo pomembni podatki, da vsi uredniki pač zelo podobno študirajo to raziskavo, kaj kaže. Je pa delo narasla, recimo gledanost prek interneta, ker tako kot Radio Študent meče stvari na internet, razne posnetke, je multimedijski tam. To je, kako bi rekel, hiša je v zadnjih letih zelo dobro izkoristila ugled, ki ga ima kot časopis, največji resen časopis, tudi dopisniki po celem svetu. In z tega vidika se je dalo narediti dober portal, tudi posledica nekega truda urednice, ki to že nekaj let uspešno vodi in je ta portal skoraj z njih zrastel v daleč najmočnejšega med tiskanimi mediji. To je dober projekt. Tudi edini smo, ki smo v bistvu zelo ločili ta spletni del, pa tiskan del. Tiskan del je dostopen samo za naročnike, pa tiste, ki kupijo. Jaz mislim, da je to bila tudi pametna odločitev, da se pač pa ne izgublja na drugi strani pa denarja, kar tak, ker vsebine, ki jih delo ponuja v tiskane varianti, se pač plačajo. Zatem je nek trud, neko delo, tudi neka naložba, dopisnike po svetu in to, in tega ne moreš kar zastonj dati na internetu. In zaradi tega tudi ni padlo internet, kot so nekateri mislili. Mislim, da bojo tudi vse druge hiše prej ali slej na nek podoben način ravnale. Osebno mi je najbolj žal za Večer, ker so tam malo spremenili pač nek odnos do interneta, nekoč so zamenjali gospoda Štora, ki je zelo dobro tam vodil tisto ekipo. Upam, da bojo oni ta del popravili. Tudi mislim, da so neke spremembe zdaj tudi že nazaj naredili. Nekoč je bila tista ena najbolj branih strani, tudi najbolj odzivnih, je bilo ogromno diskusije, kar je smiselno. Vse to tudi vi skušate doseči, včasih vas berete.